Sledi večnosti. Lepo pozdravljeni. Človek je bitje, ki ne živi samo od tega, kar ima, ampak predvsem od tega, zakaj, kako naj živi. Iskanje smisla je eno temeljnih vprašanj vsakega časa. Morda še posebej danes, ko se mnogi srečujejo z negotovostjo, izgubo, prelomnicami ali tihim občutkom praznine. Prav tu se srečata logoterapija in vera. Obe na svoj način odpirata prostor za vprašanje smisla, odgovornosti in upanja. Naš gost je tokrat magister Martin Lisec, logoterapevt, predavatelj, ustanovitelj in direktor inštituta Stopinje. Je tudi predsednik Slovenskega društva za logoterapijo Logos, ki bo 13. in 14. marca v Domu svetega Jožefa v Celju pripravilo 11. mednarodni logoterapevtski simpozij. Ustanovitelj logoterapije Viktor Frankl vidi človeka kot celostno bitje v njegovi telesni, duševni, duhovni, socialni, razvojni in bivanjski razsežnosti. V oddaji bomo razmišljali o tem, kako logoterapija pomaga človeku odkrivati smisel, hkrati pa bomo to iskanje povezali z vero, ki na vprašanje smisla odgovarja z upanjem in odnosom do presežnega. Gospod Martin Lisec, dobrodošli v našem studiu. Lepo pozdravljeni. Logoterapija, ki jo je utemeljil Viktor Frankl, človeka razume kot bitje, sposobno, da tudi v najtežjih okoliščinah odkrije pomen svojega življenja. No, vera pa smisel pogosto razume kot odnos z Bogom, z drugimi in z lastnim poslanstvom. Kje se ti dve poti srečata? Ali iskanje smisla že samo po sebi odpira človeka presežnemu? Ti dve poti se srečata seveda v človeku. Kako ste lepo rekli, Viktor Frankl se je celo življenje spraševal, kaj je specifično človeškega v človeku. Tudi na podlagi svoje krute življenjske izkušnje. Verjetno poslušalcem ni treba obnavljati njegove življenjske zgodbe, predvsem te izkušnje, 4-letne izkušnje taborišča med drugo svetovno vojno. To pomeni, zaprli so njega, zaprli so vse člane njegove družine in po vojni je Frankl ugotovil, da je pravzaprav edini preživel. In ta izkušnja tega trpljenja ga je vse skozi spodbujala k temu razmisleku, kaj je pravzaprav specifično človeško. In Frankl je to utemeljil v duhovni dimenziji človeka. Ampak ko govorimo v logoterapiji o duhovni dimenziji človeka, ne govorimo o religiozni dimenziji, ampak govorimo o antropološki dimenziji. Skratka, vsi ljudje imamo telesno, duševno in duhovno dimenzijo in po Franklu v to duhovno dimenzijo sodijo predvsem vrednote, zlasti svoboda, odgovornost in pa smisel. In Frankl je vzpostavil tak dobrososedski odnos med logoterapijo, ki je psihoterapevtska znanstvena veda, in pa seveda med religijo, med vero. In Frankl je zelo jasno potegnil to ločnico. Skratka, rekel, jaz nisem teolog, kar pomeni, da jaz o Bogu, o presežnem ne razmišljam pa o človeku in pa o njegovi sposobnosti samopreseganja. In ravno v tej človekovi samopresežnosti, ki mu, oziroma in to kapaciteto, oziroma to moč samopreseganja daje človeku prav ta človekova duhovna dimenzija, tukaj noter je pa tisto vmesno polje, ko gre človek preko sebe, ko se avtotranscendira in v tej avtotranscendenci prepoznava seveda tudi sledi one druge transcendence. Ja, človek velikokrat tudi gre preko sebe, kar na nek način mora, kaj ne? Ne samo, da mora, to je tudi skrajni človekov domet. Ja, situacije življenja so v bistvu takšne, da od vsakega izmed nas v določenem trenutku življenje zahteva, da gremo preko sebe. Skratka, ugotavljamo na svojih življenjskih izkušnjah, da skrajni domet ni samouresničenje, človekove egzistence, samouresničenje, kar danes velikokrat slišimo, vidimo, kar je danes tudi zelo močno upevano, skratka to, da se moram samo uresničiti. Skrajni domet človekove egzistence je to, da gre preko sebe, skratka, da se avtotranscendira. In
življenje, vsakdanje življenje to neštetokrat na vsakem koraku praktično dokazuje. To pomeni, če grem jaz z neko logiko samouresničenja v odnose, samouresničevanje v odnose, v partnerstvu, v družini, na delovnem mestu, če postavljam vedno zgolj in samo sebe na prvo mesto, potem vemo, da odnosi preprosto ne morejo zaživeti na način, v katerih se bomo vsi počutili dobro. Življenje od nas zahteva, da gremo preko cone udobja, da gremo torej preko tistega, kar na prvi pogled velikokrat se celo zdi, da ni mogoče, ampak življenje pa potem na koncu kaže, da šele takrat, ko se samo presežemo, da takrat pravzaprav doživimo ali pa udejanjimo tudi svoje samouresničenje. Skratka, da se samouresničujemo preko samopreseganja. Veliko vprašanj in poglobljenih tem odpira prihajajoči simpozij, torej 11. mednarodni logoterapevtski simpozij, ki bo v Domu svetega Jožefa v Celju 13. in 14. marca. Kaj bo glavni fokus letos? Tako, organiziramo že 11. logoterapevtski simpozij. S temi simpoziji je začela pokojna dr. Cveta Pahlina, učiteljica logoterapije, tudi pobudnica ustanovitve društva Logos, ki ta simpozij organizira. In torej vsi ti simpoziji potekajo pod eno temeljno Franklovo mislijo, ki pravi, da družba ni zdrava, je pa ozdravljiva. Zelo tak provokativen, ampak hkrati zelo globoka Franklova misel. On je bil zdravnik in je prav tako rekel v tem kontekstu, jaz kot zdravnik se ne morem sprijazniti s tem, da je družba bolna. Družba ni zdrava, je pa ozdravljiva. In tukaj noter se skriva ena taka velika naloga za vsakega izmed nas. Kako zdraviti družbo, pa karkoli že to pomeni v tistih segmentih, kjer živimo. Vsako leto imamo potem tudi en podnaslov, skratka, nek zorni kot, iz katerega razmišljamo o pomembnih logoterapevtskih vsebinah. Letos smo izbrali naslov Človek na vrtiljaku svobode in odgovornosti. Ko govorimo o svobodi in ko govorimo o odgovornosti, govorimo pravzaprav o ključnih pojmih logoterapije. In letos nam jih bodo osvetlili priznani slovenski in pa tudi mednarodni predavatelji, dr. Dan Podjed, potem iz Makedonije prihaja psihiatrinja dr. Vaska Damjanovska-Mitova, potem z nami bo tudi predstojnik Viktor Frankl centra iz Dunaja, dr. Aleksander Batjani. Letos pa obhajamo tudi 120. obletnico rojstva velikega slovenskega antropologa, filozofa, psihologa, teologa, dr. Antona Trstenjaka in 30. obletnico njegove smrti. No in prav v počastitev tudi te obletnice bo dr. Jože Ramovš, njegov učenec, soustanovitelj inštituta Antona Trstenjaka, oseba, človek, znanstvenik, raziskovalec, ki je nadaljeval in razvijal njegovo misel, spregovoril tudi o tem, to pomeni o konceptu svobode in odgovornosti v delu in v misli, v raziskavah dr. Antona Trstenjaka. Poleg tega bo pa tudi veliko zanimivih delavnic, ki jih pripravljamo logoterapevti, od vprašanja logoterapije v vsakdanjem življenju, vprašanje svobode in odgovornosti v 3. življenjskem obdobju, starajoča družba smo, in vprašanje smisla ne pozna starosti in se zelo močno odpira tudi danes, ob vseh diskusijah v tem 3. življenjskem obdobju. Potem kolega zdravnik dr. Vujasinovič bo razmišljal o odgovornosti pacienta, tudi bralni klub društva Logos imamo, biblioterapijo razvijamo v okviru društva, bo tudi na to temo ena delavnica. Bomo imeli pa tudi krasen kulturni utrinek, letos je tudi Almino leto in bosta Sonja Mlejnik in pa Anica Milanovič uprizorili čajanko z Almo, v katerih prebirata oziroma prehodita utrinke njene umetniške duše. Skratka, en zelo bogat program, ki je namenjen tako logoterapevtom, kakor seveda vsem, ki jih te teme zanimajo. Informacije pa najdejo poslušalci lahko na spletni strani društva Logos. Gospod Martin Lisec, ko nekdo pride k vam z izkušnjo praznine ali izgubljenosti, kje logoterapija začne?
Kaj je prvi majhen korak ponovnemu odkrivanju smisla? Veliko ljudi se namreč k vprašanju smisla zateče prav v času preizkušenj. Res je. To je tudi eno drugo veliko vprašanje, zakaj preventiva ne deluje ali pa zakaj preventiva ne deluje na način, kakor bi si želeli. Glejte, se vsi vemo, kako bi se morali prehranjevati, kako bi se morali gibati, kako bi morali graditi medsebojne odnose. Skratka, en kup tega znanja imamo, ampak zares pa začnemo početi neke stvari šele, ko se nekaj v življenju zalomi. Ko ste rekli, ko se zgodi neka preizkušnja, takrat se pa zresnimo in si pa rečemo, zdaj pa res moram spremeniti svoje življenje. Ko pride nekdo na logoterapijo, torej na ta logoterapevtski pogovor v neki težki življenjski situaciji, logoterapija začne tukaj in sedaj. To pomeni, logoterapija ne išče v prvi vrsti, zakaj se je to zgodilo, kdo je kriv, kdo je odgovoren, kako je bilo tvoje otroštvo, kako in tako naprej. Seveda, to so pomembni vidiki, o katerih se seveda v nadaljevanju tudi pogovorimo, ampak ključno vprašanje je, kje se je pretrgala nit smisla, če temu tako rečemo, kje se je pretrgala nit smisla, in pa vprašanje, v tej situaciji, v kateri sem, kakšne naloge imam v tej situaciji, kaj lahko v tej situaciji naredim, kaj lahko v tej situaciji storim, kateri je moj prvi korak, kateri je tisti moj naslednji korak. In smisel se velikokrat odpira skozi zelo preprosta dejanja vsakdanjosti. Ujet nek ritem spanja, ujet nek ritem prehranjevanja, spraviti se nazaj v gibanje, prevzemanje drobnih odgovornosti vsakdanjega življenja. In to so tiste drobne stvari, ki lahko osebi v preizkušnji ali pa v obdobju težke življenjske situacije pomagajo, da pač začne delati neke drobne korake, da naredi korak naprej. Skratka, v trenutku preizkušnje seveda človeka poslušamo, slišimo, se pa vedno vprašamo, ne glede na to, kar se ti zdaj dogaja, kaj so v tej situaciji tvoji viri moči, kaj je tisto, na kar se lahko opreš, kje je tvoja odgovornost zdaj v tej situaciji. Krasno, če so ob nas neke osebe, ki nam pomagajo, krasno, če imamo take življenjske okoliščine, da je teh virov moči veliko. Ampak vedno lahko v življenju gradimo na tistem, kar je, ne na tistem, kar ni. In ena velika iluzija težkih situacij v življenju je tudi to, da imamo takrat seveda občutek, da smo izgubili praktično vse. Da ni ničesar več, na kar bi se lahko uprli. Skozi ta logoterapevtski pogovor želimo opolnomočiti naše sogovornike, predvsem v tem smislu, da razumejo, da ponotranijo, da seveda, da situacija je zahtevna, je težka, vendar kljub tej težki situaciji so tukaj noter še vedno verjetno neke osebe, neke okoliščine, neke tvoje kapacitete, na katerih lahko gradiš, na katerih lahko narediš potem nek naslednji korak. Skratka, ta moč človeka. In prav, ko so že začela s tem samopreseganjem, seveda v težkih situacijah človek najbolj dokazuje, kako je sposoben samopreseganja in da je sposoben samopreseganja. Ker včasih je breme tako težko, da bi si človek, ali pa sploh če vnaprej študiramo, če bi se meni zgodilo kaj takšnega, kar se je zgodilo, ne vem, nekemu mojemu znancu, a bi jaz to sploh zmogel. Si velikokrat mislimo, ne vem, predstavljajte si, nekdo je dobil diagnozo, hudo diagnozo, in si človek misli, če bi se meni to zgodilo, kako bi šel jaz preko tega? Jaz pa tega ne bi zmogel. Občudujem nekoga, ki to zmore, ampak jaz tega ne bi zmogel. Ampak glejte, ko se pa znajdemo v takih situacijah, pa najdemo nekje moč, najdemo nekje energijo, najdemo nekje tisti smisel, da gremo preko sebe, da preko tiste situacije, da jo preobrazimo in da najdemo neke smeri za nadaljevanje našega življenja. Kot sva rekla, logoterapija seveda ne uči o Bogu, ne nagovarja ljudi k veri kot taki. Je pa res tudi to, da ko prihajajo k meni tudi na te individualne pogovore, torej na logoterapevtske pogovore,
tako verni kot neverni. Seveda, nihče jih na začetku ne vpraša, kako je s tvojo vero, ampak ljudje tako in tako potem povedo ali pa ne povedo, pač odvisno. Ampak velikokrat mi neverni ljudje rečejo, ko se znajdejo v nekih takih težkih situacijah, ne, da si mislijo, da pa tisti, ki pa ima neko vero, ki pa ima neko zaupanje, ki ima to prazaupanje, o katerem govori sicer tudi Frankl, utemeljeno na neki transcendenci, na Bogu, na neki presežnosti, da tisti ljudje mogoče nekoliko lažje gredo skozi takšne težke zadeve. Ne? In tudi verni so mi že rekli, ne, da ko se jim zgodi kaj hudega, so rekli, glejte, če ne bi imel vere, pa da bi se mi zgodilo to, si ne predstavljam, kako bi to preživel. Ne? Ampak vera je tukaj seveda taka zelo globoka osebna stvar, je dar, vemo, ne, to ni nekaj, kar smo si priborili, ampak nekaj, kar nam je darovano, je pa nekaj, kar lahko seveda v težkih situacijah tudi pomaga. Ampak ta duhovna dimenzija človeka, ne, o kateri sva govorila na začetku, ne, ki jo je Frankl opredelil kot ključno za človeka, specifično človeško v tem antropološkem smislu, ne, torej ta duhovna dimenzija daje pa nam vsem, ne glede na to, a imamo ta dar vere, a nimamo tega daru vere, nam pa daje to notranjo moč, ja, da se soočamo tudi s težkimi življenjskimi situacijami, s trpljenjem, z izgubami in tako naprej. Ja, mnogi verni ljudje pravijo, da jim vera pomaga zdržati v trpljenju, kot ste pravkar povedali. Kako pa vi kot logoterapevt gledate na vero v težkih življenjskih situacijah? Kaj bi vi rekli? Če je vera iskrena, če je vera torej takšna, ki ni samo nekaj zunanjega, ampak ki je poosebljena, ki je nekaj, kar je vodilo življenja, kar daje človeku v končni fazi tudi en globok smisel za vse, kar počne v svojem življenju, potem je lahko vera seveda velika opora v težkih življenjskih situacijah. Ne? Ampak seveda, verni pa vere nimamo v zakupu, v smislu, da je to neka velika prednost. Je lahko, ni pa nujno. Ne? Namreč tudi verni ljudje doživijo kolapse, se dogajajo samomori, se dogajajo tragične stvari. Skratka, ne, da je potem vedno vsak izmed nas, ne, in to je ta skrivnost človeka potem na koncu, ne, kaj je tisto, kar nam daje oporo, kaj je tisto, zaradi česar zmoremo, ne, kaj je tisto, na kar se naslonimo, in kaj je tisto, kar nam potem lahko res v nekih takih situacijah, če do njih in ko do njih pride, pomaga narediti en korak naprej. Ampak seveda zdaj govoriva zelo veliko o teh težkih situacijah življenja, ampak seveda smisel je pa ključen tudi v tisti drobni vsakdanjosti. Ne? Smisel je ključen tudi v drobni vsakdanjosti. Ne? Ko ni nekih težkih zadev, ampak glejte, mi dva smo zdaj tukaj v studiu, seveda vi morate imeti nek smisel, zakaj iti zjutraj v službo, ker to daje neko veselje, to daje nek navdih. In Elizabeth Lucas pravi, da je smislom tako kot z zrakom. Ne? Dokler nimamo neke dihalne stiske, dokler je zraka dovolj, se sploh ne zavedaš, da zrak je okoli nas, preprosto dihamo. Ne? Vprašanje smisla se zastavi takrat, kakor vprašanje zraka, ne, če nam tega zraka začne primanjkovati. Če se nič smisla trga, takrat se pa začne potem to vprašanje zastavljati. Tako da, ja, če je vsakdanjost bogata, potem to pomeni, da imamo veliko teh niti smisla, na katera se iz trenutka v trenutek pripenjamo in ki polnijo naše življenje potem z veseljem, radostjo, navdihom, zanosom in pa seveda vedno z neko notranjo močjo za neko služenje, za neke naloge, za prepoznavanje smiselnih nalog v svojem življenju. Oče logoterapije Viktor Frankl je pokazal, da življenje lahko ima smisel. Kaj se pa dogaja s človekom, ko začne verjeti, da njegovo življenje kljub vsemu ima smisel? Zgodi se kopernikanski preobrat. Ne? Omenila sva to izkušnjo Franklovega taborišča. In ko je prišel Frankl iz taborišča, prvo knjigo, ki jo je napisal, potem jih je napisal veliko naprej, je med najbolj branimi avtorji 20. stoletja. Ne? To meni po tej težki preizkušnji taborišča,
potem ko je izgubil vse svoje domače, tudi ženo, da naslov prvi knjigi Kljub vsemu rečem življenju da. To pomeni, kljub tej preizkušnji, kljub taborišču. Jaz včasih parafraziram, da bi bil lahko naslov tudi, ali pa ravno zaradi tega, kar sem doživel, rečem življenju da. Kaj je tisto, kar se spremeni? To pomeni, ko človek prepozna smisel, se iz žrtve spremeni v nekoga, žrtve okoliščin, česarkoli že pač, v nekoga, ki kljub temu, kar se mu je zgodilo ali pa se mu dogaja, prepozna neko nalogo in ve, da lahko da nek svoj odgovor na situacijo, v kateri se je znašel. In to je ta ključna zadeva, to pomeni to prepoznavanje lastne odgovornosti tudi v težkih življenjskih situacijah. Ko ni vse perfektno, ko nimam vsega pod nadzorom, ko niso vse stvari odvisne od mene, ampak prav ta svoboda in odgovornost to pomeni, v moči katere lahko jaz dajem nek odgovor. To pomeni, kaj je odgovornost? Odgovornost v besedi odgovornost, etimologija je beseda odgovor. To pomeni, ko jaz prepoznam neko nalogo in odgovorim na to nalogo, ki je velikokrat zaupana samo meni. To pomeni, ko odgovorno odgovorim, dam odgovor na to nalogo, torej takrat postanem odgovoren. V tem primeru se potem smisel pojavi kot kompas, kot smer, kot nekaj, kar ureja potem prioritete od tam naprej, kar zmanjšuje notranjo razpršenost. Kot neka luč, kot nek kompas. In velikokrat je dovolj, se vemo, ena drobna nitka, da nas priveže na prihodnost. Elizabeth Lucas, učenka Viktorja Frankla, je napisala eno knjigo. Naslov knjigi je povzela v naslovu knjige eno misel Leonarda da Vincija. Naslov te knjige je Priveži svoj voz na kakšno zvezdo. In to je tisto, to pomeni, seveda, če jaz gazim po nekem močvirju, torej bolj bom gazil po tistem močvirju, globlje se bom potapljal. V takem trenutku, v preizkušnji, je potrebno svoj voz privezati na neko zvezdo. In ta zvezda je v bistvu smisel. To pomeni, ko jaz osmislim to, kjer sem, to pomeni, ko privežem svoj voz na neko zvezdo, takrat se odpre kompas, takrat postanejo koraki jasne, strategije jasne, kaj je treba narediti zdaj, naslednji trenutek in tako naprej. In to sicer mogoče zveni nekako zelo teoretično, ampak če vsak izmed nas, poslušalci, ki zdaj poslušajo, pomislijo malo na svoje izkušnje življenja, vemo, da vedno, ko smo šli skozi kakšna težka obdobja, da smo pravzaprav delali take korake. Da je prišel nek trenutek, ko smo rekli, zmorem, ja, ima smisel, to je moja naloga, kljub temu, da ni vse tako, prepoznavam to nalogo, se bom potrudil, bom naredil korak in od tam naprej se začnejo potem stvari odvijati drugače. Ja, seveda v duhovnem življenju so tudi obdobja, gospod Martin, namreč v tej oddaji se povezujeva tudi z vernim vidikom, ko človek ne čuti Boga, ne vidi smisla, no kako pa logoterapija spremlja človeka, ko se znajde v neki tako imenovani notranji puščavi. In vsi se znajdemo v tem, a ne? Vsi se znajdemo v teh notranjih puščavah, ne samo v tistih velikih, tudi v takih drobnih, vsakodnevnih naveličanosti, to so taki drobni obrazi notranje puščave in pa seveda kakšna težja življenjska obdobja, ki res čutimo, kot da smo notranje utopeli. Najprej se mi zdi, da je potrebno tukaj narediti en korak v smeri normalizacije. Da puščava ni nujno poraz, ampak je lahko obdobje preoblikovanja in obdobje zorenja. Doktor Anton Trstenjak, ki sva ga danes že citirala, ta možakar se je zelo veliko ukvarjal prav s tem vprašanjem, kdo je človek, kaj je človek. Veliko je o tem razmišljal, veliko je o tem pisal in ena njegova zelo lepa definicija tega, kdo je človek. Trstenjak pravi, da je človek nihajoče bitje. Da niha med tem in onim, med veseljem in žalostjo, med srečo, nesrečo, med upanjem in med obupom. Skratka, in prav to nihanje, to, da je človek nihajoče bitje, to nas dela žive. Kar pomeni, ko pridemo mi v puščavo, seveda, da to ni nekaj,
česar, oziroma nekaj nenavadnega, ampak da je to del naše človeške izkušnje. Ne? Prej sva omenjala logoterapevtski simpozij, tale kolegica psihiatrinja, logoterapevtka, dr. Vaska Mitova, bo govorila prav o dopaminu, ki ga danes rabimo in potrebujemo in rabimo biti zasuti samo z dobrimi občutki, ne vem čemu se skupaj. Ne? Torej danes težko ljudje prenašamo puščavo. Ampak če pa pogledamo zdaj na ta obdobje z logoterapevtskega vidika, pa lahko rečemo, seveda, da lahko jaz tudi brez nekega čutenja ravnam smiselno. Skratka, tudi če čustveno ali pa doživljajsko nisem v najboljši fazi, oziroma če doživljam puščavo, jaz lahko še vedno, oziroma je moja naloga kljub temu, da to doživljam, da tako čutim, lahko udejanjam vrednote, lahko udejanjam zvestobo, lahko udejanjam dobro, lahko skrbim za odnose, lahko udejanjam svoje lastno dostojanstvo. Vidite, in to se mi zdi, da je zelo pomembno danes v tem svetu ločiti. Vidite, puščava nalaga vedno človeku to nalogo samopreseganja. In če mi to razumemo, potem lahko tudi v obdobju puščave udejanjamo to, kar sem ravnokar rekel. Je pa pomembno tukaj noter seveda v tej puščavi, če se v njej znajdemo, iskanje teh majhnih luči. To pomeni, kaj so te drobne naloge v današnjem dnevu. To, kar smisel trenutka, smisel dneva. Kaj je tisto, kar je smiselno, da danes izpolnim? Kaj naj danes naredim z odnosi, ki jih živim? Lepota, smisel se pogosto razkriva prav preko lepote. Zelo dragoceno je v trenutkih puščave, seveda ne se usesti na kavč, ne se pokriti z deko čez glavo, čeprav bi človek takrat najrajši to naredil, ampak zavezati si superge, narediti 5 korakov, ko jih boš naredil 5, jih ne boš naredil 5, jih boš nadaljeval, pogledati naravo, če zdaj le gledate, pomlad se prebuja, vonji so tukaj, barve se vračajo nazaj, vidite, in vse to so neke take drobne stvari, zaradi katerih lahko tudi znotraj puščave kaj vidimo, drobne cvetlice. In to se mi zdi tista pot, ki jo logoterapija tukaj noter res zelo poudarja, skratka, usmeri se v tukaj in sedaj, kaj je tvoj vir moči in pa samo presegaj se, pejt preko sebe, potrudi se, bodi vztrajen, naredi to in ti bo poplačano. Glejte, saj vemo, Če smo imeli kdaj to izkušnjo, da smo se res slabo počutili in prišli iz službe, se pokrili, čakali, da bo, kako se počutimo potem po 3 urah? Praviloma se počutimo še slabše. Če pa smo najdli to moč, če smo zbrali to moč, naredili nekaj smiselnega, pa magar, da sem počistil stanovanje, zlikal kup cun, je nek drug občutek po tistem tam noter, neko smiselno nalogo sem opravil, sem si rekel, wow, zmorem, to meni kljub temu, da je nekaj težko, zmorem, in to se mi zdi eno tako veliko sporočilo, Spomnim se, da mi je nedolgo nazaj gospa rekla, utrujena sem od negativnosti, potrebujem smisel. A ni zanimivo, kako nas beseda smisel pravzaprav spremlja v vsakdanjem življenju? Torej, iskanje smisla pa se morda še sploh ne zavedamo. Dokler ga imamo, dokler se o tem ne sprašujemo, je to seveda kot zrak, ki ga dihamo. Ko pa se ta nič smisla tako ali drugače pretrga, se pa zavemo, kako je smisel pomemben. A veste, je pa smisel tista ključna, temeljna notranja motivacija, oziroma jaz bi rekel pravzaprav edina motivacija. Lejte se, so tudi te zunanje motivacije, korenček palca, če boš priden, boš dobil 100 evrov več, če boš tisto, boš tisto. In to so pomembne tudi motivacije. Ta način motivacije je zelo pomemben tudi v vzgoji otrok, do neke točke, ampak do katere točke? Do tiste točke, da otroka pripeljemo do odgovornosti. Skratka, ne da mu celo življenje pripovedujemo, kaj naj in če bo nekaj za to dobu, ampak smisel te motivacije, zunanje motivacije, da človek ponotrani neke vrednote, neke stvari in da v moči teh vrednot potem sam
odgovorno živi svoje življenje. Ne, smisel je najgloblja notranja motivacija. Ne, to je že Nietzsche rekel. Ne, kdor najde odgovor na čemu, bo najdel tudi odgovor na kako. Vidite, in naj bo situacija še tako težka, če jaz prepoznam v njej nek svoj lastni smisel. Ne, to ni objektivni smisel za vse ljudi. Smisel je subjektiven. Ne, smisel to pomeni, je subjektiven, pa je hkrati tudi se spreminja od trenutka do trenutka. Ne, skratka, ampak če ga jaz prepoznam, ne, v situaciji, v kateri sem, je potem potem sem sposoben najti tudi način, kako bom ta smisel v svojem življenju udejanjil. Ne vem, ko se znajdemo v težkih situacijah, pa kdaj se začnemo soočati s težkimi situacijami? Ne, v tistem trenutku, ko to situacijo sprejmemo, ko si rečemo, ok, to je zdaj to, kaj pa sedaj? Ne, kaj pa sedaj? In v tistem trenutku to pomeni, ko prepoznamo v sebi to ni smisla, ne, v tistem trenutku, imamo potem, najdemo tudi te vire moči, na podlagi katerih lahko potem naredimo neke smiselne korake k smiselnemu cilju naprej. In zadnje vprašanje bo pravzaprav zaokrožilo celoten pogovor. Vera, recimo, človeka pogosto vabi k zaupanju, tudi takrat, ko smisla še ne vidi, preprosto veruje. Logoterapija pa pomaga narediti ta korak zaupanja, živeti, kot da smisel obstaja, še preden ga zares razumemo. Tako, smisel obstaja, a ne? Smisel obstaja. In to imamo, vsak izmed nas ima to izkušnjo. Ne? Ker smo živeli smiselno obdobje svojega življenja, ker smo prepoznavali nešteto smislov trenutka, se pa potem seveda zgodi, da se ta smisel nekje izgubi. Ne? Ampak to ne pomeni, da smisla ni, ampak to pomeni samo, da smisla mi v tistem trenutku mogoče ne prepoznamo. Ne? In tukaj se mi zdi zelo pomembna ta krepitev notranje svobode, ne? Frankl je veliko govoril prav o svobodi, kot sva rekla, krepitev notranje svobode, skratka to zaupanje, ki je pogum živeti odgovorno, tudi takrat, ko nimamo še vseh odgovorov. Smisel se razkrije velikokrat v hoji, ne v čakanju. Vidite, in ta še je ključna zadeva. Veste, ljudje, torej ta špranja tega šeja, ne? Ljudje velikokrat rečemo, sej ne bo nikoli boljš, tega si ne bom nikoli odpustila, tega ne bom nikoli zmogla. Jaz velikokrat sogovornikom na terapiji rečem, glejte, jaz vas razumem, da v tem trenutku ne morete odpustiti, ne morete razumeti, ne morete sprejeti. Ampak veste, če mi kategorično reče, tega ne bom nikoli zmogel, potem damo mi to na stran in se s tem več ne ukvarjamo. Sploh, če gre za neke težke stvari, pomeni, da s tem blokiramo svoj razvoj, svoje življenje. Ne, jaz velikokrat rečem, gospa, glejte, gospod, jaz vas razumem, da vi tega ne morete v tem trenutku sprejeti. Ampak lahko rečete to isto stvar nekoliko drugače. Tega še ne morem sprejeti. In to je pošteno do vas, ker s tem si daješ špranjo upanja, s tem si daješ špranjo možnosti in je zelo pošteno do samega sebe, ker v resnici, kaj pa jaz vem, kaj bo čez pol leta, kaj bo čez 1 leto, kaj bo čez 3 leta. Mogoče bom pa takrat lahko to naredil. Ampak sedaj, če pa zdaj rečem, tega ne morem, dam to ad acta in se s tem več ne ukvarjam. In kaj se navadno potem tukaj noter zgodi? Naložimo si neko breme na dušo, ali je to v smislu krivde, ali je to v smislu neke jeze, ali je to v smislu karkoli že, pač odvisno od situacije. Ne? Torej, ta špranja še ne morem, ste podpira to čisto konkretno, bivansko, eksistencialno upanje, zaupanje v to, da in pa tudi tisto preprosto vero, da je življenje večje od nas in kaj pa v resnici vemo, kaj bo življenje še prineslo.
Lepo ste to povzeli za konec te oddaje. Gospod magister Martin Lisec, logoterapevt, predavatelj, ustanovitelj in direktor Inštituta Stopinje, pa tudi predsednik Slovenskega društva za logoterapijo Logos, ki bo torej 13. in 14. marca v Domu svetega Jožefa v Celju pripravilo 11. mednarodni logoterapevtski simpozij. Zahvaljujemo se vam za obisk v studiu in vaše besede naj navdihnejo še koga izmed poslušalcev. Najlepša hvala. Dovolite pa, da ob tej 120. obletnici rojstva in 30. obletnici smrti doktorja Antona Trstenjaka preberem še eno njegovo misel za slovo, ki se mi zdi, da lepo povzema tale najin krasen pogovor. Trstenjak pravi takole: biti v veselje drugemu, v tem je pravo poslanstvo vsakega človeka na svetu. Kolikor sem v veselje drugemu, že izpolnjujem smisel svojega življenja. Najlepša hvala, gospod Martin. Lepo ste to povedali. V veselje pa je bilo tudi še ustvarjalcema oddaje. Pripravila sva jo mojster zvoka Vladimir Jovanovič in novinarka Jasmina Bauman. Do naslednjič, srečno! Sledi večnosti.